Drobni tisk drugič, kaj piše na straneh, ki jih nihče ne bere. Tokrat drobni tisk podjetja Google. Nova epizoda Od bita do bita. Zdravo, Anže. Živijo, Maruša. Dober dan znova najni strokovni sodelavki, Že, ki rešuje poslušalce naju in pravno vprašanja. Pika Šarfe, zdravo. Živijo, Maruša in Anže. Pripravili smo nov odstavek iz obsežnega drobnega tiska podjetja Google. Je obsežen, koliko strani ima? Tako zelo interaktiven je, tako da je zelo težko oceniti, koliko strani ima, pa zelo razvejan. Bomo kasneje malo več o tem, ampak zelo težko je tudi oceniti za to, kaj vse se tam notri skriva. Še ena taktika, smo že čisti. Ja. Kako zakriti, kaj vse tam notri piše. Dobro, najprej torej eksperiment, kako drobni tisk razumejo odbiti poslušalci. Okay, zdaj snima. When we show you ads, we give you transparency and control so you can make informed decisions. If you're curious why you're seeing a given ad, you can select why this ad for more information. Ko vam kažemo oglase, vam s transparentnostjo in nastavitvami omogočamo, da sprejemate premišljene odločitve. Če vas zanima, zakaj vidite določen oglas, lahko izberete, zakaj ta oglas. Če se vam določen oglas ne zdi več relevanten, ga lahko utišate. Z nastavitvami oglasov lahko nadzorujete informacije o vas, ki jih uporabljamo, da vam kažemo oglase. Če pa ne bi radi gledali personaliziranih oglasov, pa jih lahko kadarkoli izklopite. Oglaševanje nam omogoča, da naše produkte uporabnikom ponujamo brezplačno, pomagamo ljudem najti odgovore in opravljamo svoje delo. Ko uporabljate naše produkte, nam zaupate svoje osebne podatke, zato jih nikoli ne prodajamo naprej in zato so vam na voljo močna orodja za nadzorovanje zasebnosti. To odgovornost imamo zato, ker izdelujemo produkte, ki so dostopni vsem povsod. Products that are accessible for everyone, everywhere. Noro. Tudi tokrat torej poslušalcem zastavljava vprašanja na podlagi tega, kar so prebrali. Tudi vi lahko preberete v zapiskih. Davorin, Anja, Marko, ste torej vedeli za to možnost, da Google rečeš, da izklopi personalizirane oglase in to res naredi? Ja, sem vedel. V bistvu sem personalizirane oglase izklopil sam ene parkrat, ki mi je kazali produkte, katere sem že kupil. Superge na Amazonu in so mi potem, ko sem jih kupil, kazali oglase iz Amazona za te iste superge. Takrat sem to izklopil, ker ne, vse mogočni Google ne ve, da sem kupil butelj. Ja, poznam, ampak predvsem je moj cilj, da imam oglasov čim manj, ker me ti motijo med tem, ko karkoli iščem. Zato sem jih izklopila, če se jih le da. Že nekaj časa se zavedam, da lahko Googlovim pametnim oglasom rečem ne. Večino časa sicer uporabljam storitev za blokiranje leteh, tako da jim nisem pogosto izpostavljen. Se pa še vedno zgodi, da tu in tam na kakšnega naletim. Funkcionalnost personaliziranih oglasov se mi ne zdi sporna, prej uporabna, saj mi dejansko pokaže stvari, za katere sem že izrazil neko zanimanje. Ste že kdaj dejansko v nastavitvah svojega Google računa kaj spremenili tam pri nastavitvah za oglase? Nastavitve mojega Google računa so toliko obsežne, čeprav ima zdaj neki ikonc pa ful lepega white space iz material designa, da je to kao bolj pregledno, ampak še zmeraj je tam ena taka čorba. Tako da vedno, kadar se spustim v to zajčjo luknjo, zaprem tab še preden pridem do tistega, kar sem iskal, ker pač ne gre. Zraven pa sem vklopila tudi na svojem brskalniku AdBlocker, ki mi blokira oglase. Nastavitve Google računa poznam, jih tudi pogosto obiščem, sploh kar se tiče varnosti in podatkov o mojih aktivnostih na spletu. Pri oglasih pa še nisem imel potrebe po spremembi pri vzetih nastavitev. Že všeč mi je del drobnega tiska, ko nas Google prijazno nagovarja, da ne bo nikoli prodal naših informacij in da nam daje popolno kontrolo nad zasebnostjo. Ti verjameš temu? Ja, si slišala to? Ja. Okay, v redu. Vsi ostali, verjamete temu, glede na to, kar vemo o Google in kar Google ve o nas? Ne vem, če verjamem, ker njihov core business so naši osebni podatki, tako da malo sem skeptičen. Čeprav, če piše tudi, da je zemlja ravna, pa ne, vse vemo. Ja, nedvomno Google ve veliko o nas, pa ne samo Google. Vsaka
aplikacija na internetu, karkoli uporabljamo, pač zbirajo podatke o nas. Ja, načeloma strani drobnega tiska smo zaščiteni in ja, lahko upamo, da prodajajo verjetno ne informacije, naprej jih pa uporabljajo. Če Google prodaja naše podatke, verjetno ne pod našim imenom in priimkom, ampak kot anonimizirano gručo podatkov, naprimer podatki o geolokaciji, ki so prikazani v navigaciji kot gužva na cesti. Tako da ja, zagotovo so naši podatki v obtoku. Boste zdaj prevzeli kaj več odgovornosti? Ne vem, šli pogledati nastavitve, karkoli spremenili, izklopili, mogoče še bolj ključno vprašanje? Bom še enkrat preveril, pa še enkrat skočil v to zajčjo luknjo, da vidim, kaj se tam skriva. Mogoče vam celo že narejen, zdaj nisem za računalnikom in ne vem. Glede na to pa, da uporabljam Firefox in kontejnerje, kjer pazim, da imam shopping kanale pa Googlove akante v različnih kontejnerjih in da ne bi se trekal več, sem mislil, da sem kar rešen. Ne. Pa glede na to, da ne uporabljam Chroma sploh, sem tudi mislil, da sem bolj varen pred Googlom, kakor sem, ampak mogoče pa nisem. Zdaj me je pa strah. To ne, ker imam to že kar dobro narejeno. Več odgovornosti ne bom prevzel, bom pa še enkrat preklikal nastavitve Google računa in spremenil kakšno geslo. Kar pa se tiče oglasov, pa me personalizirana ponudba le-teh ne zmoti. Od bita do bita. Maruša in Anže razpravljata o sodobnih tehnologijah. Google lahko torej individualno prilagodi oglase, tako da so primernejši za vse vas in obljublja še, da individualno prilagojeni oglasi niso prikazani ali skriti na podlagi občutljivih kategorij, kot so rasa, vera, spolna usmerjenost ali zdravje. Pika, si ti vedela prej, da lahko Google rečeš, da izklopi personalizirane oglase in to dejansko naredi? Sem vedela, ne vem pa, kako dobro mu gre to izklapljanje teh personaliziranih oglasov. V prvi vrsti se že sprašujem, kako dobro mu gre personalizacija in potem, če to izključimo, če se dejansko oglasi spremenijo. Ne vem, sta videla, mora poskusila? Ja, jaz dejansko imam izključene, ne, pa tudi uporabljam en bloker, ki ne oglase blokira, ampak vse te trackerje, kjer načeloma me potem ne sledijo toliko. In moram reči, da imam jaz kar zelo naključne oglase. No. Ampak meni je blazno zanimiva ta njihova logika. Ne? Če sem zdaj enkrat kupila zobno ščetko, pa mogoče zobna ščetka ni najboljši primer, zaradi tega, ker jo vse menjavamo redno, ampak če sem enkrat kupila neki izdelek, ki ga bom uporabljala relativno dolgo časa, zakaj mi ga potem ponujate še naslednji 2 leti? Ne bom ga kupila, ker ga imam doma. Ja, no se to je potem ena od teh teorij, da ta spletno oglaševanje morda ni tako učinkovito, kot tudi tehnološki velikani obljubljajo. Preverimo skratka nastavitve. Pika, zakaj je sploh pomembno, da odgovornost prevzamemo tudi uporabniki, da pogledamo nastavitve, da spremenimo kaj v nastavitvah, pa potem zdaj Google seveda naprej dela po svoje, ampak da vseeno prevzamemo ta del odgovornosti. Ker imamo to možnost in jo lahko izkoristimo. Res je, da v kar nekaj stvarih smo precej omejeni in jih ne moramo zbirati. Recimo, ko se odločimo za uporabo storitev Gmail, je kar nekaj stvari, ki jih enostavno moramo sprejeti. Tiste možnosti, ki pa jih imamo, pa je dobro, da jih izkoristimo. Razen, če sprejmemo predpostavko, da nam je vse za svojo zasebnost. Mislim, da tukaj gre vedno za neko ravnotežje. Ne? Zdaj si omenila Gmail. Gmail je res super klient, mislim, res kar dobra storitev in jaz ko plačam zdaj s temi mojimi maili, do tega pridemo, ne, se mi zdi to nekako poštena kupčija, ne. Kje drugje, ne, kar pa recimo od prejšnjega tehnološkega podjetja, ne, kar pa jaz dobim od Facebooka, pa to, da jim vse živo dajem, ne, tam pa se mi tisto ne zdi najboljša kupčija v zgodovini človeštva, ne, tako da, ja, no, sem hotel se reči, ta ravnotežje se mi zdi, da je kar pomembno, da se vsak malo izpraša sam, kje bo komu kaj dal, zakaj, ne? Absolutno. Predvsem pa v tem procesu izbiranja, ne vem, nastavitev zasebnosti, šele začnemo ugotavljati, kaj sploh ta tehnološka podjetja zbirajo v nas, na kakšen način te podatke uporabljajo in je to tudi način informiranja. Dokler teh nastavitev ne začnemo spreminjati, se mi zdi, da niti ne vemo, kaj vse se tam dogaja. Pri oglasih sem želela samo še tole, da ne bomo preveč optimistični, ne? Prikazovanje oglasov ni mogoče ustaviti, mogoče pa je odstraniti nekatere neželene oglase, prav tako je mogoče onemogočiti oglase, ki temeljijo na vaših zanimanjih in podatkih, pravi drobni tisk Google.
kjer si malo bolj podrobno, ne že tako, kot si prej, ne, še bolj podrobno pogledala drobni tisk Google. Ne. Je bila kakšna reč, ki ti je pač presenetila, tako kot kamera pri Facebooku na zadnje? Ne, v resnici niti ne. Kar me je morda v končni fazi najbolj presenetilo, je, da so relativno razumljive in uporabniku prijazna. Kar me je pa potem začelo skrbeti, je, da so tako kratka, da me zanima, kaj vse so spustili. Čisto iskreno, če je stvar res strnjena, zgoščena na nekaj straneh, če spustimo vse tiste povezave, kamor te potem preusmeri ta prva spletna stran, nekaj sem mogla zamolčati. Mene samo zanima, kaj. Oziroma, da na podlagi tako kratkega teksta mogoče ne dobiš celotne slike, ne, kot uporabnik. Ne. To je tudi res. Ne. Je pa res, da, ker je to internet, so povezave, ne, tam je veliko unih modrih hiperpovezav, ne, ki te potem peljejo pa na goro neke vsebine, ki jo ima Google. Ne, tam se nov svet odpre. Ja, tisti je. Ampak tudi, ko tisto bereš, je res relativno razumljiv tekst je. Ja. In ni nekih velikih presenečenj, ampak spet ne, pojavlja se vprašanje, kaj pa je tisto, kar bi lahko povedali, pa niste. No, pa meni pri Googlu, kar mi je všeč, no sploh te, gremo reči, podstrani, ne, kamor te pelje, je ponovadi res tako razloženo, kam klikni sem, klikni tja in potem približno vidiš, kaj je treba izklopiti. Bi pa klej se eno stvar dodal, mislim, da tudi lansko leto, ne, že spet eno od teh mnogih mini škandalov glede zasebnosti, pa zdaj to, kaj govorimo o Googlu, ne. Ti si imel pri Googlu, ne, da si lahko izklopil 2 nastavitvi, ne, se pravi, če si bral drobni, ti si jih seveda našel, ne, v njihovi dokumentaciji sta bile tudi napisane, ampak eni se je reklo location history, druga je bila pa web and app activity. Ne? Še vedno se tako imenuje. Tako, ampak zdaj človek bi pričakoval, da ko ti sklopiš location history, Google ne hrani več podatkov o tvoji lokaciji. Ne. Seveda si mogel potem izklopiti še web and app activity, kjer pa location sploh ni bil nikjer omenjen. Ne? To sem hočem povedati, da, kako si rekla, če je na kratko napisano, mogoče ne zveš vsega, pa tudi mogoče, ko greš bolj podrobno brati, so včasih reči tako poimenovane, da so morda bolje korist Google kot pa nekomu, ne, ki ga to zanima. Ne. Ker tudi, recimo, če bi jaz takrat prebral vse, šel, jaz bi izklopil location history, če ne bi hotel, da vejo, kje sem. Ne. O web and app activity ne bi glih razmišljal, ne, da tam tudi hranijo lokacijo. Ne. Pa še eno je, ko onesposobimo recimo ravno ta location tracking, če želimo, da se zbrišajo vsi podatki za nazaj, to treba storiti posebej. Poslušalcem recimo lahko svetujem tukaj, da si enkrat na leto vzamejo tiste pol ure časa, pa si downloadajo vse podatke, ki jih Google hrani v njih, ker včasih ravno v tistih podatkih najdemo kakšno nastavitev, da imam kakšno nastavitev tako nastavljeno, da še vedno hrani neke naše podatke, za katere smo mislili, da smo jih že zdavno onemogočili ali pa zbrisali. Ker tukaj se tudi potem pokaže, da se tudi te pogoji poslovanja konstantno spreminjajo, ne, na kar Google seveda zelo dobrohotno opozori, ne, ampak tam noter se potem skrivajo te mini spremembice, ki včasih res kakšno mejo zabrišajo, ki je pa prej mogoče bila postavljena, ali pa obratno kakšno novo mejo postavijo, ki je prej ni bilo. Ne. Mislim, da se konec marca spreminjajo znova pravila Googla, ker me že zdaj opozarja konstantno na vseh njihovih izdelkih, da se bo nekaj spremenilo. Mislim, jaz bi sam tako, pa že spet nočem preveč hvaliti, ker se mi zdi, da skepso je treba obdržati, ampak dejansko je kar brljivo napisan, kar opozarjajo, tudi vse te nastavitve se mi zdi, so kar zgledno narejene, tudi mi, ki smo delali recimo to oddajo o preverjanju v 2 korakih, je pri Googlu res daleč najboljš narejena, pa je zelo uporabniku prijazna reč to, ne, da si to vklopi. Ne. Tako da, tukaj bi jih jaz dal mogoče malo pred Facebook, pri Facebooku nastavitve so pa mogoče v zadnjih parih letih ratale saj nek higienski minimum. Še nekaj je bolje, slovenščina je lepša, malo bolj pravilna. V primerjavi s Facebookom. No. Pa več vsebin je prevedenih v slovenščino. Pri Facebooku je res samo ta osnovna stran v slovenščini, medtem ko takoj, ko prvo povezavo kliknemo, je samo še v angleščini, medtem ko pri Googlu so stvari več ali manj kar v slovenščini. Podcasti Vala 202. Kjerkoli, kadarkoli. Poglejmo v Gmail, torej Googlova elektronska pošta se mi zdi ena taka stvar, ki jo vsi uporabljamo, tudi če ne absolutno vsi poznamo in se nam zdi popolnoma samoumevna. Moramo na kaj vseeno paziti, kaj piše v drobnem tisku? Zdaj, drobni tisk ne ureja posameznih aplikacij posebej, recimo naših pravic, zasebnosti in podobnih zadev. Zato vse, kar velja na splošno za Google, velja tudi za Gmail. Zdaj,
kaj bi bilo treba posebej vzpostaviti vse, na kar opozarjamo pri uporabi katerega koli maila. No, gre pa, mislim, pri Gmailu se mi zdi, da tisto, kar je vedno ta stavek, Google bere naše maile, ne. Kar je spet, jaz tega stavka sicer ne maram, ker je dejansko pač Googlovi roboti berejo te maile. Zaenkrat nam je samo to znano, da dejansko gre samo za neke crawlerje, ki to pogledajo in na podlagi tega potem dobivaš zobne ščetke, ne? Ker si ti je mami poslala, kupi si zobno ščetko in potem imaš v Gmailu te oglase. Ne? Ampak a je to, ki je dejansko na nek normalen način napisano, ali je sam ta stavek potem, ki mogoče že malo meji na neko histerijo, ampak ko Google bere, ne? Seveda, da bere, ker dobijamo, ampak nekje pa je napisano to. Ampak ne tako Google bere vaše maile. Ne, definitivno ne. Ne, piše samo, da ima Google dostop do vsebin, ki jih delimo. Torej, vsebina naših e-mailov je seveda pač neka vsebina, ki jo delimo s svetom. Pa še to pri e-mailu kot takem, je treba vedeti, da to je eden od tistih protokolov, ki že od vedno obstaja. To so se tudi že pogovarjali, ko smo alternative gledali in ni bil nikakor mišljen, kot da bo to neka zasebna komunikacija. Zdaj, ne glede na Gmail, jaz vedno poudarjam, e-mail je res pač tekst, ki leti po internetu, nobene enkripcije, nikjer nič. Zdaj, zato da Google to bere, jaz jemljem, kot sem pa rekel, kot dobro kupčijo za pač dober klient, ki upravlja z mojim e-mailom. To ni kriptiran signal pogovor, recimo, to je pač tekst, ki gre po CV-h več ali manj. Nekatere se lahko kdorkoli priklopi. In tega se morajo uporabniki zavedati in v primeru, da pošiljajo neke stvari, ki niso namenjene oziroma za katere ne bi bilo dobro, da so izpostavljene nekemu širšemu krogu ljudi, se naj tega seveda ne pošilja po Gmailu, ampak se zbere neke bolj varne kanale. Pika, Google obljublja pravico do pozabe. Kaj točno to pomeni? Res lahko izbrišejo naše osebne podatke in varujejo našo zasebnost, če tako želimo? Ne obljublja Google pravice do pozabe, ampak evropska zakonodaja z področja varstva osebnih podatkov. Glede te pravice do pozabe se mi zdi pa, da se ena taka fama ustvarja, ki ustvarja popolnoma neka neupravičena pričakovanja, kaj ta pravica v resnici vsebuje. Pravica do pozabe od Google zahteva samo to, da v primeru, če uporabnik to od njega zahteva in če obstajajo neki utemeljeni razlogi za to, odstrani povezave do vsebin, ki vsebujejo njegove posebne podatke. Torej, ta vsebina še vedno ostaja na spletu, bo pa iz Googlovega iskalnika odstranjena povezava do te vsebine. To je prva stvar, ki jo treba poudariti, druga pa je, da bo ta vsebina oziroma ta povezava odstranjena samo na področju Evropske unije. Torej, uporabnik, ki bo iskal z Združenih držav Amerike z tem google.com, iskalnikom bo še vedno videl to povezavo in jo lahko uporabil. Pa nes nazadnje, ko sem videl ta obrazec, ki ga moraš izpolniti, če hočeš nekaj omakniti, zgleda dosti slabše narejen, kot vse ostalo na Googlu. Sem tako rekel, zgleda kot nekaj iz leta 96. Se to me zanima, kako zelo jasno in prijazno je to nekje napisano. Odgovor je ne in ne? Ja, bolj nekaj, res tak kar kompliciran obrazec, kjer moš polno enih stvari izpolniti in potem upati. Verjetno mine. Si pa sklepam, da ljudje, ki to hočejo narediti, nemajo pa kar motivacijo. To bi pa tudi rekel, da če enkrat vidiš neko povezavo, ki bi pa res rad omaknil, se pa po moje kar potrudiš tudi, če si isto obrazec pride, se mi zdi. Ampak tako bi rekel, Googlova uporabniška izkušnja je marsikje dosti boljša, kot pri tistem obrazcu. To si pa upam reči. Ko sem brskala po drobnem tisku podjetja Google, sem naletela zelo prijazno od njih, tudi na vprašanja, ki jih zelo pogosto postavljajo njihovi uporabniki in Google na njih odgovarja. Naprimer, kako iz Googlovih rezultatov iskanja odstranim osebne podatke. To je to, ne? To je ta pozaba. To. Ampak spet, pravica do pozabe je malo zavajajoče ime, ker nam daje ta občutek, da ko se bom, naprimer, če se jaz jutri zbudim in ugotovim, da sem si po nesreči v zadnjih 10 letih ali pa morda v svojih najstniških letih ustvarila digitalno podobo, ki mi ni preveč všeč, da lahko prisilim Google, da na to mojo digitalno podobo, na moj digitalni podpis, kar pozabi zaradi tega, ker meni enostavno ni všeč. Temu ni tako. Obstajati morajo dejansko razlogi za to, da zahtevamo ta izbris in te razlogi so našteti v zakonodaji. In
en izmed njih ni ta, da meni ta podoba ni všeč in da se ne strinjam z povezavami, ki jih je Google ustvaril. Ja. Je pa noro, da je bila zakonodaja sprejeta, kle se res pokaže moč Googla, pa položaj, ki ga ima, da je v bistvu zakonodaja bila sprejeta, ki se z njimi ukvarja, da oni umaknejo povezave, čeprav ne bi na odprtem internetu bilo več iskalnikov, ki jih seveda vsi uporabljamo. In tako, to je meni noro, se mi zdi prav, ampak je res izmeren te zakonodaje, ki so na eno podjetje vezane, so izmeren tako, moj bog, se mi zdi, da bi mogli že prej mogoče kaj zamejiti, da Google se tok razraste, da rata v bistvu pač privzeti iskalnik za večino ljudi. In še enkrat omeniva na eno epizodo o alternativah Google. DuckDuckGo, jaz ga vse trudim, ni isto. Ampak je ok. Točno to. Mislim, da zdaj že na podlagi 2 oddaj drobnega tiska Facebooka in Google lahko sklenemo vsaj, da je za njih dobro, da smo mi tako zelo leni. Ja, mislim, da na to tudi računajo. Da na točno to ciljajo. Ja, za njih je to odlično. Facebook, Google, kakšne so razlike, zdaj ko smo prebrali, naprimer, čisto vse. Kakšne so razlike v drobnem tisku med tema 2 podjetjema? Ali kdo na kaj bolj pazi, je kateri bolj prijazen do uporabnikov, bolj naravnan k zasebnosti, ne vem. Med tema 2 podjetjima, se pravi Googlom in Facebookom, bi jaz rekla, da je zelo veliko podobnosti, pa relativno malo razlik. Morda, če bi jo primerjali 5 let nazaj, bi bila razlika veliko bolj očitna, zaradi tega, ker je imel Facebook res drobni tisk napisan tako, da je že večkrat poudaril, ni bilo ničemur podobno. In v tisti solati se je bilo dejansko zelo težko znajti in zelo težko najti podatke, ki bi nas zanimali in ki bi nam povedali karkoli o podatkih, ki jih Facebook zbira, na kakšen način jih zbira, kaj z njimi počne in zakaj je to za nas pomembno. Medtem ko danes je razlika med njima zelo majhna. Drobni tisk obeh podjetij je zgrajen zelo na podoben način, tako tekst kot izgled je v resnici zelo, zelo podoben in jaz med njima v resnici ne bi delala prav velikih razlik. Zanimivo, ne? Ja. Okay. Eno vprašanje, prejšnji smo se ukvarjali s Facebookom, zdaj z Googlom, pa itak smo že malo nakazali, da v bistvu obstaja neka, gremo reči, 4 velika tehnološka podjetja, kjer ponavadi jemljemo Apple, Google, Amazon in pa potem še Facebook, Microsoft nekako pozabimo pri tej četverici, ampak če bi ti mogla jih dati na nek spektar, mogoče uporabniška izkušnja, kar se tiče zasebnosti, ali pa kaj vse počnejo, pa tudi v končni fazi drobni tisk. Če bi jih dala od najbolj prijazen do človeka, pa do najmanj prijazen, ali bi jih lahko dala na nek ta spektr. Ali jih mečeš v isti koš? Ali so, veš? Težko jih dam na eno lestvico, sploh ker si omenil več različnih stvari. Eno so njihove prakse, drugo je to, koliko uporabniku prijazno te informacije potem posredujejo. Tudi uporabljamo jih na različen način. Google pa Facebook sta veliko bolj neločljivo povezana z našimi življenji. Koliko ur, lahko verjetno rečem, ur na dan preživimo s Facebookovimi pa Googlovimi stvoritvami, koliko pa z recimo Amazonovimi. Različno količino podatkov o sebi jim posredujemo in tudi njihovi pogoji uporabe se v tem delu precej razlikujejo. Medtem ko so Facebookovi pa Googlovi res narejeni za uporabnika, pa pustimo to, kaj potem tam noter zares piše in kaj od tega je res. Medtem ko pri Applu pa Amazonu se res vidi, da gre za pravno besedilo. Tudi začne se, to je pogodba med tabo in Amazonom oziroma med tabo in Applom. Nobene prijaznosti do uporabnika, nobenih razlag, kaj zdaj to pomeni, nobenega filmčka, ki ti razloži, kaj se bo zgodilo s tvojimi podatki. Tam je to praven dokument, pika. No, jaz bi tukaj sam dodal mogoče ta zoren kot, da se mogoče to odraža tudi v temu, da recimo pri Amazonu ti dejansko pač kupuješ preko njih, je neka monetarna transakcija, enako je pri Applu, večino stvari pri Applu pač plačaš, nič ni zastonj, kar seveda vemo, vsi, ki smo videli cene telefonov. Pri teh ostalih dveh je pa načeloma vse brezplačno, ampak tako, kot si že zadnjič rekla, plačuješ pa s svojimi podatki. Se mi zdi, da se tudi to en odraz tega. Odbita do bita. Pika Šarf, hvala, da si sodelovala v Odbiti do bita in se 3 četrtke družila z nama. Hvala vama za vabilo. Uspešno delo v prihodnje in veliko potrpljenja z drobnim tiskom tehnoloških podjetij.
Anže, midva pa nadaljujeva v tretjem delu z debato. Ja. Poglobila se bova skupaj s poslušalci seveda v dovoljenja mobilnih aplikacij. Ja, ker strinjam se, ne delaš samo na računalniku, ampak tudi na telefonu. Absolutno. Posod se sam strinjamo. Veš, kaj me zanima? Mobilno aplikacijo lahko naredi kdorkoli, torej se tokrat ne bova ukvarjala samo s tehnološkimi velikani. Misliš, da bo zato drobni tisk kaj drugačen, prijaznejši? Ne, ker bomo šli na najmanjši skupni imenovalec. Tudi ljudje, ki samo delajo epe in nimajo ekipe 87 odvetnikov, ki jim pišejo drobni tisk. Tako da ja, mislim, da greva zdaj res v džunglo. Dobro, se pustim presenetiti, se veselim. Kje so vse ostale oddaje? Seveda so vse na val202.si poševnica odbita, v vseh podcast aplikacijah, v Apple Podcast, hvala za ocene, na Twitterju so pa afna odbita, tako da sprejmeva tam odzive. To je več ali manj to. Jaz bom rekel adijo. Jaz bom rekla hvala za pozornost, se slišimo kmalu in pika adijo, hvala. Adijo. Čau. Čau.